bistvu z oblačilom tudi ustvarjamo nekako svojo identiteto, ne? Seveda, ne? Kar je počel že pračlovek, je res? Ja, že jamski človek je v bistvu, že takrat lahko govorimo o modi. Willi Van Style iz prve vrste, na valovih mode ujemate podcast, ki ga vodita Kaja in David. Dobrodošli. V prvi vrsti Willija. Čudovito. Lep pozdrav iz Maribora. Za enkrat sva David in naša v bistvu gostiteljica. Willi je tokrat v Mariboru, kjer se v sklopu meseca mode v muzeju predstavlja na čudovitem Trgu Svobode, tako, pred gradom, v katerem je Pokrajinski muzej Maribor. Z mano je pa zelo posebna gostja. V bistvu za mene kot oblikovalca ena zanimiva oseba, v bistvu gonilna sila na nek način ene oblačilne kulture na vašem koncu, Maja Hren-Brvar, kustosinja v Pokrajinskem muzeju, ki v bistvu skrbi za zbirko oblačilne kulture. Tako. Maja, pozdravljena. Zdravo, še roke, enkrat. Kako si, povej mi malo o tem, sicer se midva že malo tako poznava, ampak da bojo naši poslušalci te spoznali. Ti v bistvu si diplomirana umetnostna zgodovinarka, stalno zaposlena v muzeju in imaš zelo zanimivo funkcijo. Povej mi malo o svojem delu. Kot si rekel, sem kustodinja in skrbim za zbirko oblačilne kulture, ki je nastala v 60-ih letih prejšnjega stoletja. Takratni dolgoletni ravnatelj, dr. Sergej Vrišer, je imel strašno afiniteto do oblačilne kulture in je zasnoval to zbirko. Takrat je bilo to v svetu nekaj čisto običajnega, pri nas je bilo pa to zelo pionirsko takrat in zelo drzno in pogumno. Tako da se je ta zbirka osnovala poleg militarije, se pravi civilna moda, mode, dodatki in oblačila. In 90% oblačil je priromalo v muzej z donacijami, se pravi, da ima vsako oblačilo res posebno zgodbo. Za nekatere sicer ne vemo, ampak veliko pa vemo, od koga so bili, kdo jih je nosil in tako naprej. In to v bistvu moja osnovna funkcija v tem muzeju je seveda, da skrbim za to gradivo, tudi fizično poskrbimo za to gradivo z optimalnimi pogoji, za tekstil, ker vemo, da tekstil je zelo občutljiv material za hranjenje. Drugače pa ob tem seveda dokumentiramo, pripravljamo razstave. Moda pa je en taki medij, ki ponuja veliko novih idej svežih. Zato sem se jaz odločila, da pred 10 leti tradicionalno zastavim en projekt, ki je malo bolj popularizacijsko usmerjen, da pač promovira muzej in to oblačilno kulturo, zbirko, ki ima ta poseben status v Sloveniji, ker smo pač edini tak muzej, ki to zbiramo načrtno. In ta projekt se imenuje Mesec mode v muzeju, ki ga organiziramo vsako leto v mesecu maju. Ja, a pa to ima ta mesec maj kak poseben pomen, ali ker se glih vse začenja tako cveteti, brsteti, zakaj mesec maj? Ja, ravno zaradi tega. Ker je neko novo življenje. Tako. In to v bistvu zelo zanimiva stvar, Mesec mode v muzeju in ta revija. V bistvu si ti zbrala ogromen nabor ene najbolj kvalitetnih in trendi v trenutno modnih blagovnih znamk. Kakšni so bili začetki? A so se oblikovalci, smo se, nismo že malo, smo že bili. Kakšni so odzivi? Kakšni so odzivi oblikovalcev? Kakšne so izkušnje? Kako mariborska scena, kako obiskovalci Maribora gledajo na ta projekt, me zanima. Kako ste vi, v bistvu, ker na nek način, žal, jaz tudi spadam v generacijo, ker so muzeji, mogoče še tudi zame, bili malo, ker ni v tujini, malo preveč rigorozna zadeva, to pač treba priznati. In si ti v bistvu s tem v nam
tudi na nek način laikom muzeja s temi projekti odpiraš neke nove perspektive in me zanima, kako pa mesto Maribor gleda na ta projekt. No, ta projekt je zelo lepo sprejet, veliko število obiskovalcev privabi vsako leto, predvsem pa mladih, ne? Ker v bistvu ta projekt je namenjen vsem, absolutno vsem, ampak predvsem pa tudi tistim obiskovalcem, ki drugače ne bi obiskali muzeja. Ne? In so v bistvu navdušenci za modo, navdušenci za razne prireditve, ki so povezane z oblačilno kulturo in umetnostjo in kreativnostjo in tem zagonom, takim mladostnim. Tako da eno posebno klientelo povabimo v muzej in jih potem seveda v tem krasnem ambientu tudi seveda začaramo na nek način, da postanejo navdušenci tudi kulturne dediščine. Se pravi, v bistvu super, skozi modo, skozi nek družabni dogodek, jih v bistvu pritegnete v muzej. Tako. Noro. Ja. Super. In upamo, da še nas večkrat obiščajo, ne? In postanejo naši stalni navdušenci. Sodelujete pa tudi z šolami in to malo še povej v tem, kako so v bistvu se muzej integriral v neko mariborsko sceno, pač v neko življenje, kako dihate v bistvu, kako diha mesto z vašim muzejem? Ja, mi imamo zelo veliko navezo tudi z mladimi še šolajočimi, imamo pedagoške programe za vrtce, imenuje se muzejnice, stalno sodelujemo tudi z osnovnimi šolami v obliki vodstev. Potem ravno ta generacija, recimo dijaki, študenti, ne, to pa je tista neka ciljna publika, ki mene zelo osebno tudi intrigira. In ravno s tem projektom jih počasi pač vabimo v muzej, ne? Ker spomnimo se vsi, ko smo bili mladi in smo imeli tisto obvezno vodstvo po muzeju, ne? Ki je bilo neprivlačno, ne? Vprosto, ampak meni je bilo še, mi smo bili še v Louvru, jaz ne vem, ali je bila tista vožnja, jaz sem včasih še pred Mona Lizo v Louvru, ko mi čakal, da sem šel. Ja, verjamem. In ker je katastrofa, ne, jaz bi mogel biti ta prvi, ko vse grebo za to, ne. Spomnim se tudi v Rimu, Sikstinska kapela, tisto je bilo krasno, tudi zato, ker je bila taka gruča ljudi, da smo kar zelo hitro češili, ne. Ampak ja, se to... Pristop, ne? Pristop je to, ja. Se pravi, mora se transformirati nekaj, ne? Nekaj je pač neka tradicija, tudi življenje je danes drugačno, ne? Tudi druge generacije so in mi se moramo prilagoditi temu, ne? In tudi starejša publika se na nek način tudi more malo prilagoditi nam. In se mi zdi, da ena taka mladostna energija, pa zagon, pa to odprtost inštitucije, pa... Ker muzej vseeno še ima vedno tako konotacijo, neke zaprašene ustanove, ne? Ampak sploh ni tako, ne? Že če stopiš v ne samo razstavo, ampak že depo, to ponuja neizčrpen vir idej in vemo tudi, da moda je tak fluiden medij, ki se vedno znova vrača in obrača sicer v sodobni preobleki, ampak zgodovina je pa tak ali tak učiteljica življenja, tako da se vedno lahko tu povežejo vzporednice. Vidi, evo, in pridružila se nam je še Kaja, evo jo, glikar, iz enega drugega intervjuja, evo jo. Direkt v Vili podcast. Kaja, glizale z Majo v bistvu debatirava o tem, koliko je njihov pokrajinski muzej vitalen, vpet v mariborsko življenje. Tako da ja, dajmo še naprej. Jaz? Ko ne si nekaj vprašanje. Mi da še tukaj debatirava, da čakamo še kaj. Tako. Mene zanima recimo ta tvoj pristop, ki ga imaš. Ti si v bistvu cel dan obkrožena z nekimi starimi oblačili, z dodatki in vseeno se trudiš to povezati v sodoben čas. A sta to že govorila o tem? Ne še, ne. No, to me zanima, ta tvoj odnos do tega, kako to povezuješ, kje najdeš to povezavo. Kaja, bolj si te želimo videti. Idem bližejo. Sam dotaknila sva se, ampak to globoko jo še nisem vprašala. Res je, v bistvu, prvo leto, ko smo organizirali mesec mode muzeju, smo v bistvu postavili eno zelo zanimivo razstavo in sicer vzela sem primere sodobnih oblikovalcev iz svetovnih fashion weekov
in poiskala podobne oblečilne kose v naši zbirki. se Sem pravi, bila da so fascinirana in oni vsako iskali leto najdem inspiracijo, podobnosti od vzorcev, recimo pikice se skozi vračajo, pa kakšni cvetlični vzorci ali pa kakšni kroji. Mislim, to je ena taka zadeva, ko nikoli se ne ustavi in jaz imam to skozi v mislih, ko pogledam kaj sodobnega, recimo ali na televiziji ali na kakšni prireditvi, jaz takoj že vem, aha, to imam v zbirki, to je link. Tako da to prepletanje preteklosti, sodobnosti je skozi prisotno v mojem delu. Meni se zdi to tudi ful pomembno, da se pravzaprav tudi malo izobrazi ljudi v tem, da vejo, od kje sploh nekaj pride. Seveda, In res je, se vsi skozi vračamo v neko preteklost, za neko inspiracijo, pač ne samo v modi, tudi v drugih in v arhitekturi in v vsem. Pa še večjo težo dobi neka stvar, če neka zgodba zadaj, pa nek historijat. Kaj pa to, mislim, res v arhivu imate tako bogato zbirko vsega. In tega, koliko te boli srce, ker ne moreš vsega tega pokazati? Joj, zelo. Pa najtežje je narediti razstavo, ko je treba narediti jagodni izbor. Ker meni je vem kaj je pomembno sicer, ampak vsaka stvar se lahko reprezentira kot pomembna, ker to dejansko so nosili ljudje, to je naša druga koža, pravzaprav, oblačila in zelo, zelo težko to narediti. Je pa res, da se vedno bolj odpiramo in tudi depoji se vedno bolj odpirajo. Naš depo je zelo lepo urejen in je pač na tak način organiziran, da lahko tudi obiskovalec veliko doživi in vidi in se navduši. To sva midva tudi danes izkusila, in ker sploh nismo hoteli iti. Jaz nisem predstavljal, iskreno, včeraj kaj meni je rekla, smo bili na večeri o polnoči, jutri bomo pa ostali ob 7, pa ob 8 bomo šli v arhiv. Jaz sem predstavljal, lepo, kak arhiv? Kaj me boš pelala? Nisem si predstavljal, da bo to. Ja, verjamem. Nisem si predstavljal sploh, da bo to v bistvu, to so obleko bi ta oblačila. To vse to. Glih, danes sem videl, da si pokazala eno bluzo, mislim, da je bila glih iz 19. stoletja. Ja, pufrokavčki. To je to. Kako lepo izdelane gumbnice. To je detajl, ko jaz zdaj le vidim, da tudi novodobne zdajšnje, tudi šivilje ali pa tudi v kakih drugih trgovinah, to že vse po parih nošenih vse cvrči. Ja, res je. In ko sem jaz videl bluzo 19. stoletja z gumbanco, ki je noro lepo narejena, še takrat pol vidiš, kaj včasih so res delali, kaj je bila kvaliteta. S kakšnim občutkom, mislim, materijale so lepo zbirali, vse je bilo tako dovršeno, ampak najbrž tudi zaradi tega, ker pač ni bila taka mas produkcija. Človek je imel mogoče 2 obleki v omari, eno je imel za čez teden, eno je imel pa za vikend. In tudi, ko so šli na potovanje, so najbrž vse lepo zložili. In tudi, ko si kazala nam tiste lepe stare embalaže, kako je to vse prišlo iz trgovine, ko si najbrž kar predstavljam, kako bi to tako človek nosil, cel vesel in mislim, wow. In tudi recimo, če smem dodati, moški, recimo, so tudi svoje srajce čuvali, tudi niso imeli veliko, in so samo manšete zamenjali, pa te plastrone. To imamo tudi v zbirki, recimo samo te dodatke. Ker so bili sepet, To se pa ni videlo, ker je bil tako en tako telovnik spodaj. Maja, jaz imam zate eno vprašanje, mogoče malo osebno, ampak a misliš, da če ti, zdaj vem, da to ni mogoče, ampak če malo obrnemo situacijo, če ti ne bi bila tako, že ti kot oseba, entiteta, si navdušenka za modo, to vidimo, to vemo, imaš svoj stil in to tako, kot so te spoznala, so videla. Misliš, da bi bila še vedno taka ljubezen do tvojega dela, če ti ne bi bila že sama kot Maja taka toliko pozorna na to, kaj nosiš, kako ti sebe ekspresivno izražaš? Ne, nikakor ne. Zdaj sem dobro istočnico si mi dal. Namreč letos postavljamo tudi razstavo teh blagovnih znamk slovenskih, ki so žal že zamrle, nekatere še živijo, ampak precej jih ne živi več. In sem zadnjič ravno brala in se malo pripravljala na odprtje.
Namreč Peter Kozina, ne, ki je ustanovil Peko. On je bil zelo uglajen, tako se ga spominja, ne, zelo uglajen gospod, prijazen in oblečen po zadnji modi. Ne, in s tem je on prezentiral svojo blagovno znamko. In te pač kvalitete, ne, kot so delavnost, volja, vztrajnost in pa empatija. Ne. In zato je bil tako uspešen. In jaz sem prepričana, da če ti ne delaš nekaj z ljubeznijo in entuziazmom in navdušenjem, ne moreš biti nikoli v bistvu tudi osebnostno zadovoljen in pa tudi uspešen. Tako da to je tako prepleteno. Jaz vedno pravim, pač meni je muzejsko delo je na kožo pisano. Ne? Jaz sem vedno bila malo bolj nazaj usmerjena, ne? Čeprav zelo rada imam sodobnost, ampak ravno ta preplet me navdušuje. In se spomnim, že kot mala deklica sem hodila to zbirko občudovati, ne? Tako da jaz mislim, da mi je bilo to kar namenjeno na nek način. To je pa moje drugo vprašanje. Ja. Kje si ti dobila ta čut sploh za to estetiko in ljubezen do oblačil? Ja. A je to kar prišlo, ali je to bilo prinešeno ti že v zibelko, ali kako je to izgledalo? Verjetno preplet vsega, no, ne vem, moji starši so tudi zelo veliko dali na ta izgled zunanji oziroma urejenost, sta vedno bila, tudi moja babica in dedek, no, dedek je izviral iz Trsta, ne, on je vedno imel tri-piece suit, ne, se pravi, vedno bil poštiman s kravato in tako. Tako da jaz sem v bistvu odraščala v takem okolju, ne, kjer je bilo vedno vse urejeno, tudi babica je bila recimo gospodinja, ampak ona je bila v nulo urejena vedno doma. In potem, ko je recimo postregla kosilo, ne, ker vrhunsko kuhala, lepo pomila svojo kuhinco in se šla našminkat. Recimo, to je pač ena taka stvar, ko sem jo vedno občudovala, ne, zakaj bi mogli doma biti, ne vem, v razvlečenih trenerkah, pa čist, ne, neurejeni, ne? Ker pač se mi zdi, da se človek boljše počuti, ne? Tako, če se pač... Ne? Res je čist drugače. Ja. Kaj pa misliš o oblačilih, tako, a oblačilo naredi človeka ali človek naredi obleko, kakšen imaš pogled na to? Jo, to je zdaj tako, da me je vprašala, ali če bi oblačilna industrija pa modna industrija, se pravi tekstilna industrija pa modna industrija so tako prepleteno, da je eno z drugim, ne, povezano. Ne bi bilo ene brez drugega, ne. Tako da jaz mislim, da oblačilo naredi človeka, človek seveda naredi oblačilo, ampak res je, ne, to, kaj oblečeš, v bistvu se ljudje premalo zavedajo, da je to res naša druga koža in da v bistvu to mi izražamo, ne, to smo mi, to je naš fluid, ne, naš, ne vem, in premalo pozornosti posvečajo temu, se mi zdi. In v bistvu z oblačilom tudi ustvarjamo nekako svojo identiteto, ne? Seveda, ne? Kar je počel že prav človek, a je res? Ja, že jamski človek je v bistvu, že takrat lahko govorimo o modi, ker ko je ustrelil kakšno mogočno žival, ne, in jo potem oblekel, ne, seveda počuti fenomenalno, ne, in tudi jamske poslikave so že vsebovale razne znakce, neke identitete oziroma lastili so si, ne, se pravi to kot neko avtorstvo, ne, in tam se že pojavijo neki zametki blagovnih znamk, no, ja. Super, jaz sem do danes mislil, da so se oblačali jamski že glih. Da ga ni zeblo, samo ne, ne. Se pravi, so svoje trofeje. Absolutno, ja, vedno je to preplet vsega, ne. In seveda, moda je pa tudi seveda vedno bila povezana in s kulturnim, sociološkim, političnim, verskim, ne, okoljem. In to vse srka, ne, vse je prepleteno noter, ne. In se mi zdi, da bi mogli ljudje malo več pozornosti temu usmeriti, da ne govorim, da mora biti vsak zrihtan v nulo, pa se ne vem kaj kupovati, ne, ampak da pogruntaš svoj stil in se ga nekako ponotraniš in da že s tem stilom odražaš sebe na meni, mogoče tudi sebe boljše spoznaš in se tudi sprejmeš takega, kot si. S to mislijo bi jaz zaključila, ker mi je tako všeč. In če slučajno ne veste, kako bi najdali ta svoj stil, lahko po inspiracijo pridejo k tebi v muzej. Absolutno, vabljeni. Super. Čau! Čau! Hvala!